Podjetje ima 30 zaposlenih, ustanovljeno je bilo leta 2007, je družinsko podjetje z dolgo tradicijo, ki sega v leto 1971, ko so začeli moji starši že z podobno dejavnostjo. Danes se ukvarjamo z proizvodnjo žic za sedežne prevleke v avtomobilski industriji, pa z razrezom in predelavo poliuretanskih pen in ostalih tehničnih pen, ki se uporabljajo poleg avtomobilske industrije tudi v pohištveni industriji in ostalih industrijah embalaže. Ciljni kupci so Evropa, Severna Afrika, pa tudi svet. Za trajnostno poslovno strateško transformacijo smo se odločili zato, da bi nastopili tudi na drugih tržiščih, zlasti izven avtomobilske industrije. Ustvariti smo želeli lastno blagovno znamko in izdelke, katere bi izdelovali pod tole lastno blagovno znamko. Z delavnicami smo ugotovili tudi, da smo lahko tudi fleksibilni in mobilni. Namreč same delavnice smo začeli preko Zooma. Naenkrat smo mogli začeti z digitalno tehnologijo, katere prej nismo uporabljali. To je bilo za nas nekaj novega, ne? Torej, samo sodelovanje z agencijo Spirit je bila za nas neka nova, zanimiva izkušnja. Mogoče zlasti zato, ker nas je bilo v sam proces nastajanja končne strategije vključenih veliko število zaposlenih in sicer z različnih področij, vse od vodstva pa do članov proizvodnje ekipe. Mislim, da smo znotraj delavnic predvsem dognali, da je vsako mnenje vsakega posameznika pomemben člen organizacije. Kar se tiče delavnic, ki jih imamo, nismo pričakovali in sploh vedeli, kaj nas čaka. Tekom delavnic pa smo potem ugotovili in najdli dosti dobrih rešitev. Mislim, da tudi komunikacija v podjetju med zaposlenimi se je nekoliko izboljšala, so kar bolj timsko delujemo in se med seboj pogovarjamo. Mislim, da so timi na tak način bistveno boljši, bolj konkretni, krajši in takoj zaključimo, ker v preteklosti pač taki timi sploh niso funkcionirali, ne? Zelo navdušeni smo oziroma smo veseli, da smo dobili pač tudi mentorico taka kot je, ker nas je pravilno usmerila in da vidimo tudi neke stvari izven meja, da naredimo nekaj boljšega za ta planet, za naravo in za nas vseh. Kar se tiče mojega delovnega mesta, smo sklenili, da bomo digitalizirali celo proizvodnjo, kar bo seveda olajšalo predvsem ročnega opisovanja in nadzora nad delom. Pomlad 2020 je bila huda preizkušnja za vsa slovenska podjetja. In nekaterih sem doživela eno posebno spoznanje, tudi podjetje Patec je bilo takšno, direktor je to vizijo nekako tako izrazil, da je to čas, ko bojo potrebne spremembe, da lahko ta čas izkoristijo in so zapopadli ta proces tako celostno. Iz Nemčije smo imeli eno od zaposlenih, 18 od 28 zaposlenih je sodelovalo v tem procesu, vse z nekim žarom ali pa z eno energijo, kaj se mora vse spremeniti in danes najdemo rešitve za to, kar se mora spremeniti. In kar se mi zdi posebej zmagovalno je to, da se bo delo na strategiji lepo razporedilo med ljudi, ki danes morda niso čisto vodstvenih pozicij imeli in nanje smo prenesli precej velike odgovornosti ali pa skrbništva in to je ena velika zaveza ekipe.